Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 9. oktober 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo? Predsednica države, premijer, predsednica državnega zbora in nekateri ministri po novem brez nočnega varovanja. Policija zagotavlja, da varnost varovanih oseb ne bo ogrožena. Kdo je bil poslednji Čeligijev pivovar? Trener najboljše plezalke na svetu Roman Krajnik, Janja trenira, kot da še nikoli ne bi ničesar dosegla. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vcer.com. Varnostniki Urada za varovanje in zaščito UVZ, kjer od 1. oktobra velja nova reorganizacija, delajo od torka po novem razporedu dela. Kot je Damjana Žišt prva poročala v Večeru, je ta razpored dela marsikoga na UVZ zelo presenetil, oba policijska sindikata pa menita, da je takšno delo varnostnikov škodljivo za varovane osebe in za zaposlene varnostnike. Posebnost razporeda dela varnostnikov je, da bodo varovane osebe med 23. in 6. uro brez varnostnikov. 24-urno varovanje bo samo ob koncih tedna. Nova reorganizacija je nastala pod vodstvom Aleksandra Perkliča, ki se je na to zahtevno delovno mesto povzpel februarja letos brez kakršnihkoli izkušenj z osebnim varovanjem. V Večeru smo poročali tudi, da se na UVZ še vedno krši delovnopravna zakonodaja glede prekoračitve nadur. Poleg tega varnostnikom nista vedno omogočena odmor za malico in pravica do odklopa. Omenjene kršitve sta nam potrdila tudi oba policijska sindikata. O tem danes v Večeru torej Damjana Žišt. Torej v Ljubljano pozdravljamo Damjano Žišt, pozdravljena. Ja, zdravo, lepo zdrav. Najprej prosim za kratko razlago, kdo so varovane osebe in zakaj potrebujejo varovanje. Ja, v Sloveniji je varovanih nekaj oseb, torej najvišji predstavniki v državi, predsednica države, predsednica državnega zbora, predsednik vlade, potem so pa tukaj še notranji, zunanji in obrambni minister. Gre torej za funkcije, ki so zelo pomembne za v bistvu ohranjanje delovanja države in miru, konec koncev. Zdaj se dogajajo spremembe na tem področju. Pišeš o teh, Damjana, kako ocenjuješ odločitev policije, da se 5 dni v tednu varovane osebe ne varuje z varnostniki? Ja, v bistvu taka odločitev je v bistvu kar presenetljiva. Vsi tisti, s katerimi sem se pogovarjala, gre tudi seveda za varnostnike, zaposlene v Centru za varovanje in zaščito oziroma Uradu za varovanje in zaščito, kot se po novem imenuje. S 1. oktobrom je namreč ta enota doživela reorganizacijo. Seveda na policiji zagotavljajo, da kljub temu, da pravzaprav od 23. ure, naprimer današnjega dne do jutri, do 6. ure, ne bo varnostnikov v bližini varovanih oseb, da pa vendarle bodo z drugimi policijskimi enotami zagotavljali varovanje. Saj policija varovane osebe, ki imajo fizično varovanje, varuje tudi drugače. To se pravi, policijske patrulje se vozijo okrog njihovih domov in tako naprej in tako naprej. Ampak vseeno so mi pač povedali nekateri varnostniki oziroma tudi oba policijska sindikata, da takšne razporede dela ne pozdravljajo oziroma da se jim zdijo sporni, ravno zaradi varnosti oseb, ki jih policija varuje in tudi zaradi samega sistema dela. Recimo vzamemo primer, da imamo naprimer notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki živi na Bledu. V primeru, da se v nočnem času zgodi kakšen dogodek, ki ogroža njega ali njegovo družino, bo moral minister verjetno poklicati na številko 112 in potem bo prišla na pomoč pač prva patrulja, ki bo najbližje, lahko bo to šele iz policijske uprave Kranj ali Ljubljana. Tako da kaj se bo pa v tem času dogajalo, pa ne vemo. Zakaj pa je do te reorganizacije prišlo? Omenila si jo že, torej od 1. oktobra nimamo več Centra za varovanje in zaščito, ampak Urad za varovanje in zaščito.
Ja, reorganizacija je pravzaprav nastala zaradi tega, ker je bilo v tej enoti se dogajalo vrsto nepravilnosti, predvsem v preteklem letu, zato je tudi notranji minister odredil posebni nadzor nad to enoto in vodstvom te enote, ki je pokazal pač vrsto nepravilnosti, nedorečenosti, kršitev in tako naprej. Veliko je bilo kršitev delovnopravne zakonodaje samim zaposlenim in da se bi torej vse to nekako uredilo, je torej velja od 1. oktobra nova reorganizacija. Te reorganizacije so nasprotovali sindikati policijski, ne kot taki, ampak določenim spremembam, saj kot pravijo, nekatere stvari niso bile dorečene, niso bile izpeljane in tako naprej. In po mnenju sindikata naj bi se še vedno kršile določene pravice zaposlenim v tem uradu. Na policiji pa trdijo ravno obratno, da so ravno zato, da bodo zagotavljali vse pravice zaposlenim, pač sprejeli novo reorganizacijo. To se pravi, zdaj bomo videli, kako bo to dejansko zaživelo na terenu. Zdaj, če poenostavim, gre torej za to, da je bilo potrebno urediti pravice zaposlenim, hkrati pa se s tem zmanjšuje varnost odločevalcev, ki si jih na začetku pogovora naštela? Ja, tako. Čeprav iz odgovora policije, ki smo ga dobili, pravzaprav izhaja, da tako je na eni strani, da zagotavljajo pravice zaposlenih, pravica do počitka, pravica do odklopa, pravica do malice in da kljub temu, da ponoči ne bo varnostnikov, to se pravi od ponedeljka do petka, čez vikend bodo 24 ur, ne bo s tem tudi zmanjšana varnost varovanih oseb, ampak se seveda varnostniki in sindikati s to izjavo policije ne strinjajo. Zdaj pričakujemo kaj, da se bo nadaljevalo torej po tem organizacijskem sistemu, ki se je zgodil od 1. oktobra, ali so morda na vidiku tudi kakšne nove, drugačne spremembe, koliko časa bo potrebnega za to, da se bo videlo, ali sistem takšen kot je, torej po novem deluje? Ja, no, to bo verjetno treba počakati vsaj nekaj mesecev. Zdaj tukaj smo izpostavili samo nekatere stvari, ki so pač predmet reorganizacije in verjetno je treba dati tem spremembam nekaj časa, da se bo videlo, kako se bodo vnesle. Po drugi strani je pa tukaj še en problem, ki so mi ga tudi povedali varnostniki. Včeraj smo že tudi poročali, da so se morali varnostniki torej pred 1. oktobrom, ko je začela veljati nova reorganizacija, znova prijavljati na delovna mesta, lahko na ista, lahko na druga. In po mojih podatkih še niso dobili odločb torej o tem, kam so po novem prerazporejeni. Ne vem tudi, kam bodo prerazporejeni tisti varnostniki, ki se niso prijavili na nobena od izbranih delovnih mest znotraj Urada za varovanje in zaščito. Je pa policija ves čas zagotavljala, da nihče ne bo izgubil službe. Po drugi strani pa so sindikati in tudi pač moji sogovorniki že dalj časa opozarjali, da s tem, ko so se morali prijavljati na novo na neka delovna mesta, bo seveda lahko prišlo do tega, da bodo na določena delovna mesta, ki so bolje plačana, nekako boljša, lahko prišli tisti, ki so mogoče bolj priljubljeni pri novem vodji tega urada ali pa pri samem generalnem direktorju policije. Tako da so to opozarjali, da torej sindikati, da takšen način reorganizacije, kar se tiče razporeditve delovnih mest, pač ni v redu. Damjana, hvala za ta pojasnila. Seveda bralke in bralci povabljeni, da podrobneje članek preberete na večer.com ali v tiskani izdaji Večera. Hvala lepa, Miha, tudi tebi in lep pozdrav. Ivan Johan Jezernik je bil prvi mož pivovarne v lasti Franca Čeligija, ki je delovala vse do povojne pripojitve podjetju Jugoalko, kasnejšemu Talisu. V Čeligijevem stolpu, ta je bil prvotno obrambni stolp mestnega obzidja, je mariborsko društvo Trafika odprlo razstavo, posvečeno prav Jezerniku, zadnjemu pivovarskemu mojstru v Čeligijevi pivovarni. Ivan Jezernik sicer ni bil Mariborčan, rodil se je leta 1885 v Lučah ob Savinji. Svojo kariero je začel v Celovcu, v še danes znani pivovarni
šlepe. Najprej je delal kot vajenec, nato se je izučil in postal pivovarski mojster. Od tam ga je pot zanesla v Rusijo, kjer se je prav tako ukvarjal s pivovarstvom, a le do oktobrske revolucije. Iz Rusije ga je pot vodila v Maribor, kjer je postal vodja Čeligijeve pivovarne. V članku Branke Bezjak preberite, kako je Vid Kmetič prišel do gradiva za razstavo. Na Večerovih straneh pa izveste tudi, kakšna je bila življenjska zgodba Jezernikovih, Janezove žene Emilije in njune hčerke Emilije, ki je bila včeraj na odprtju razstave skupaj s svojima otrokoma. Nejc Strojnik se je pogovarjal z Romanom Krajnikom, trenerjem najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Po popolnem svetovnem prvenstvu z 2 zlatima kolajnama že razmišlja o novih izzivih. Zelo jasen je tudi pogled proti olimpijskemu letu 2028 in Los Angelesu. Toliko medsebojnega spoštovanja in zaupanja, kot ga kažeta Roman Krajnik in Janja Garnbret, je v svetu športa redko videti, piše Strojnik. Večkrat niti ne potrebujeta besed, enostavno vesta, kaj hočeta drug od drugega. Najtrofejnejši slovenski trener skrbi za pripravljenost Korošice od leta 2019, skupaj pa soustvarjata eno najbolj izjemnih obdobij. Od njenih 12 kolajn svetovnih prvenstev jih je kar 8 osvojila pod njegovim vodstvom. Nekdanji selektor slovenske in avstrijske reprezentance je na treningih kirurško natančen, vedno najde priložnost za napredek, tudi tam, kjer bi se marsikomu zdelo, da je vse popolno. Letošnjo sezono, že drugo s samimi prvimi mesti, je njegova varovanka kronala z 2 naslovama svetovne prvakinje v Seulu. Intervju s Krajnikom danes najdete v Večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 9. oktobra 2025 in tu je še opomnik, da danes izideta novi epizodi podcastov Ringelšpil in Slačilnica. Z vami sem bil tokrat Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Jutri se slišimo v Večeru za vikend, se beremo in kmalu na slišanje.